Na današnji praznik Marijinega brezmadežnega spočetja je papež Frančišek opoldne molil angelovo češčenje z verniki, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Spregovoril je o lepoti življenja in mladosti, pri tem pa v ospredje postavil Marijo, ki je milosti polna. Frančišek je nadaljeval, da Cerkev danes Mariji izreka kompliment tudi, ko jo imenuje vsa lepa, tota pulkra. Kakor njena mladost ni v letih, tako tudi njena lepota ni v zunanjosti. Kot pravi današnji evangelij, Marija se ne odlikuje v zunanjosti. Prihaja iz preproste družine, ponižno živi v nepoznanem kraju Nazaret. Ni bila slavna, tudi kadar jo obišče angel, zato nihče ni vedel. Tistega dne tam ni bilo nobenega poročevalca. Marija ni imela niti nekega bogatega življenja, ampak polnega skrbi in strahov. Zelo se je vznemirila, pravi evangelij, in kadar je angel odšel, so se problemi samo še povečali. Pa vendar je milosti polna živela lepo življenje. Kaj je bila njena skrivnost? Po papeževih besedah jo lahko uganemo, če še enkrat pogledamo prizor oznanjenja. Marija je na mnogih slikah upodobljena, kako sedi pred angelom z malo knjigo v roki. Ta knjiga so spisi. Marija je bila navajena poslušati Boga in se zadrževati z njim. Božja beseda je bila njena skrivnost. Blizu njenemu srcu je zatem postala meso v njenem telesu. To, da je ostajala z Bogom, se z njim pogovarjala v vsaki okoliščini, je njeno življenje naredilo lepo.